Česa ne bi več ponovil? Vse bi ponovil tako, kot se je zgodilo, oziroma tako, kot sem naredil. Tako da mislim, da nimamo glih neke izbire nad svojimi akcijami, to je moja pozicija, ne. Tako da, tako kot sem naredil in mislim, da ne bi moglo biti drugače, ne. Zdaj na tej točki pa lahko za nazaj gledam, da sem se naučil kaj iz teh stvari, ki so se zgodile, ne. Tako da ne bi si upal vzeti nečesa ven iz življenja, ker pol ne veš, v katero smer bi šlo, ne. Lahko bi šlo v ful slabšo. Če želimo spremeniti pogled na svet, kateri bi bil prvi korak? Oziroma, kateri korak predlagaš ti kot prvi? Da začnemo opazovati svoje dihanje. Zato, ker takrat se nekako prisilimo v to, da začnemo res se zavedati tega, kar se dogaja. In dostikrat vidimo svet malo popačeno, zato ker smo v svojih idejah, pa vzorcih, pa prepričanjih, pa v svoji osebnosti, ne. In pol ne vidimo ven iz tega, tako da zavedanje tega, kar je po mojem prvi korak, ne. In dostikrat priporočajo pač dihanje, zato ker je vedno na voljo, vedno v nekem ritmu, dostikrat je na avtomatiki, se ga niti ne zavedamo, lahko pa kaj kontroliramo, tako da dihanje je res tako zanimivo izvajanje, ne, tega življenja, ne, ki je ciklično, tako kot vesolje, skozi utripa. Kako bi nadaljeval stavek? Dober dan je? Ko sem hvaležen za stvari, ki jih imam, to je dober dan. Malo slabši dan je pa, ko ne vidim tega, stvari, ki jih imam, pa stvari, ki se mi dogajajo. Tako da to bi rekel, ne, če začneš dan z neko hvaležnostjo, je tisti dan definitivno boljši, kot če ne bi tega naredil. Uspešen človek je? Srečen človek. Pa še ena misel, če imaš? Sreča je odločitev. Tako da je uspeh odločitev. Mi definiramo, smo uspešni, mi definiramo svoje cilje, mi definiramo, a smo jih dosegli, tako da je ful veliko moč imamo znotraj sebe. Dostikrat tega ne vidimo, ne, pa se primerjamo z drugimi, tako da to, če človek najde, jaz mislim, znotraj sebe te odgovore, je pač uspešen organizem.